Dragi gledalci, gledalke, lep novembrski pozdrav. Upam, da se jasno slišimo in vidimo. Torej, spet smo skupaj v novi epizodi Popotniškega Snapa. Danes sem z vami moderator Tine Nipič in tudi prostovoljec ter novinar pri Popotniškem združenju Slovenije, ki je organizator današnjega dogodka. Torej, če še ne veste, mi smo nevladno združenje, ki izvaja veliko različnih projektov, takšnih dogodkov kot ta. Poleg tega pa smo primarno naravnani za razvijanje in spodbujanje mladinskega ter trajnostnega turizma. Na naši spletni strani lahko najdete tudi popotniško revijo Globetrotter, ki je polna poučnih in popotniško obarvanih člankov, tudi intervjujev, dele nekaterih pa lahko celo poslušate preko audio zapisa. Torej, današnja oddaja poteka tudi v sodelovanju z organizacijo MKC Maribor ter v sklopu letošnjega hibridnega festivala Mladi Maribor. Na ekranu pa se nam je pridružila tudi nova gostja, avanturistična in izkušenj polna svetovna popotnica, ki se je odločila in se odpravila v svet za cela 3,5 leta. Špela Sedej, pozdravljena in dobrodošla v naši oddaji. Živjo, lep pozdrav. Kako si? Superca, pripravljena in z veseljem, da delim, kaj sem malo doživela, en majhen delček. Vsi smo že res nestrpni, mislim, jaz tudi zelo, tako da bi kar začeli s tem, da bi ti prvo nam predstavila svoje motive, oziroma kako si ti prišla na idejo za tako dolgo potovanje. Kako se je vse začelo? Ja, skratka, jaz nisem bila glih toliko mlada, ko sem šla na svoje popotovanje, kot ponavadi recimo pri kakšnih zgodnjih 20-ih se eni že odpravijo. Jaz sem rabila kar dosti večjega premlevanja, pa malo več poguma in sem se odločila za to pot, ko sem bila stara 30. Tako da jaz sem rekla, okej, jaz bom šla za 1,5 leta, jaz rabim, da nisem več v teh računalnikih, v teh poslovnih oblikah, v tej službi, mora biti še nekaj drugega na tem svetu, nekaj, da sama vidim, kaj se dogaja, da sama slišim, da sama pač prehodim in sem rekla, nič, če ne zdaj, kdaj pa. Pa sem pa takrat dala odpoved, spakirala in gremo gasa. Sicer za pol leta je bil plan, pa se je pa to kar malo razvleklo, dajmo tako reči. Ja, točno tako, kot si povedala, bolje pozno, kot pa nikoli, ne. Mislim, da bi lahko kar začeli s tvojo pač predstavitvijo tudi bolj tvoje značaje in tako, kaj te je pač bolj pognalo v to odločitev, no. Super. Evo, tukaj v bistvu bomo šli skozi malo slike, malo bom predstavila svojo pot, kdo sploh sem jaz, da boste imeli malo bolj občutka, če pa kakršnokoli vprašanje, ali mogoče že tudi vmes, ali na koncu kakorkoli, sem tukaj za karkoli imate za vprašati. Torej, kdo sploh je Špela? To je punca, ki je potovala po svetu sama, ne čisto popolnoma sama vsak trenutek, ampak načeloma sem bila sama, odšla sama in bila solo popotnica. Sem tudi prej delala in živela v tujini, preden sem odpotovala, in sicer v Nemčiji. Zgubila sem se neštetokrat v tujini, pač to res, marsikateri prijatelj tukaj mi še zdaj reče, pa kako si se ti sploh najdla, ker še recimo v svoji rodni Idriji, ko grem na kakšen bližnji hrib, se še zdaj izgubim. Tako da očitno je vse možno. Dala sem odpoved in tudi dobila odpoved v službah. Tu velikokrat me vprašajo, kako je s tem, pa kako se počutim na tem. Zbolela sem v tujini in to ne samo enkrat. In tu pač niso lahki trenutki, ko si sam, ko si moraš vse sam zrihtati, ko mogoče nisi fizično in mentalno tako pri sebi, da bi lahko tako to uredil kot mogoče v naši rodni Kokoški. Financirala sem si potovanja sama, nisem imela nobenega sponzorja ali pa, da bi karkoli imela na ta način, nekako se nisem odločila v to smer, mi je pa vedno v tako čast in vedno berem od teh ljudi, ki so pač so si zastavili take cilje, da pač skozi sponzorstva, skozi bloge in tako dalje pridobivajo sredstva. Se mi zdi, da je to eden izmed cool načinov, kako pridobiti nekaj sredstev za samo potovanje, tako en mali nasvet.
Velikokrat me vprašajo, pa kako si ti krupa sama iti pojesti pa ali pa na kavo. Pa, lejte, kot sem napisala, sem, da ni preveč peteršilja, pa ni problema. Grem na obrok, tudi na kafe, včasih še kaj bolj v miru, kot če bi bila cela druščina. Se drugače bi bila pa lačna, če ne bi šla, tako da je treba. Načeloma jaz lahko samo s carry-onom potujem ali pa pač dva nahrbtnika, pač kakor odvisno od države, pa kaj tam pač počenjam. Na poti me je bilo velikokrat strah, ne samo malo, velikokrat, tako da to je treba premagovati, po vsaki si pol malo bolj močen. Bilo me je strah na poti, pred potjo, pa tudi po, ko sem prišla domov. Sem veliko tudi preštopala, sedla sem v avtomobil neznancev, kar mogoče ni najbolj priporočljivo, pametno in tako dalje, ampak nekako sem jaz zaupala nekomu tam gor, karkoli že kdor verjame, da je, da bo vse okej. In na mojo srečo zaenkrat vse okej. Same take zanimive izkušnje. Videla sem razglede, ob katerih sem jokala, pač to je meni res največ pomenilo, da pač razgledi, ker jaz sem šla zaradi narave, meni je narava zelo, zelo pomembna, pa ljudje na sami poti. Pač vsak gre z nekim drugim razlogom na pot. Bila sem velikokrat v težavah, ki se pač marsikaj pripeti na poti in ni bilo drugega, kot neznancem zaupati, da bi mi pomagali. In z velikimi od teh smo še danes v ful dobrih stikih, tako da sem pač vsakmu posebej hvaležna, da mi je stopil naproti pa pomagal, pa čeprav me sploh ni poznal, a ne. Tudi v tujini so me poskušali napasti, oropati, sem še vedno verjamem, da je svet lep, ne glede, da pač enim ljudem ni najbolj lahko v življenju, pa se potem poslužujejo takih stvari. Verjamem, da je napredek možen le z lastnimi odločitvami, pa da ne čakaš na druge, da te bodo, a ne, no, pa dajmo, ko bodo vsi ostali, a ne. Pol si lahko skozi sam na kavču, pa čičaš, pa čakaš, kot mi rečemo v Idriji. Tako da. In mislim, da za samostojno pa neodvisno življenje, ne tukaj glih, ker mi je ena pisala pred tem, glede tega, da se boji, da ni dovolj samostojna oziroma da je nekako odvisna. Jaz vsakmu povem, predvsem tukaj še punce, da pač ste dosti močne, samostojne, da lahko greste na pot, pa pač z jamranjem se ne bo nikamor daleč prišlo, tako da, evo, besede od dejanja in v trdo delo, pa gremo dalje. Tukaj sem jaz malo na kratko orisala, kako sem jaz šla po poti, kako sem začela, ker je bilo malo sem in tja skakanja. In sicer pričela sem v naši ljubi Evropi, kjer sem pač iz Slovenije potem malo severa naredila, predvsem Islandije tudi, pa na Ferske otoke, pa potem sem šla dol iz Ferskih otokov še v Francijo in potem iz Francije še naprej letela na Novo Zelandijo. Tam sem se zadržala kar v bistvu skoraj 1 leto, da sem je res prepotovala, tudi dol pač sem si kupila avto, pa sem pol res prepotovala vse skupaj, oba otoka, zelo pač podrobno, ampak še zelo bolj bi se dalo, a ne. Potem sem šla za kratek čas v Avstralijo, sledili so Filipini, potem sem šla v Vietnam, Kambodža, v Indiji sem bila, kar mi je bilo zelo všeč, tudi tam sicer ne bi se dobila z enimi kolegicami, z 2, ampak pol v končni fazi v bistvu sem pa sama ostala, tako da sem sama tam okrog hodila, kar je bilo pozitivna izkušnja, pa tudi v bistvu ena izmed najbolj izkušenj, ko me je bilo pa najbolj strah v življenju, kaj se je tam dogajalo. Tako, potem sem šla v Afriko, sem bila v Tanzaniji, sem bila v Mozambiku in v Južnoafriški republiki, potem sem spet šla nazaj v Turčijo, Bolgarijo, Armenijo in tisti del, predvsem pa še sam Izrael in potem Jordanija, od tam pa sem šla pol iz Jordanije, sem pa letela v Kanado, kjer sem pa pol tudi ostala 1 leto, pa tam tudi nekako got stuck zaradi korone.
kar je stvari malo počasnilo, ni se dalo toliko stvari videti, mislim, nismo pač mogli se tako premikati, niso mogli iti moji plani taki, kot sem se zamislila, ampak so bili pa spet malo več povezani z naravo, a nekaj tudi nismo smeli kaj drugega veliko, pa pol še kar je bil nekaj mesecev Amerike. Pol sem se pa vrnila nazaj v rodno Slovenijo. Tukaj, evo, da boste pa zdaj pa še malo vizualnega ozadja imeli, kaj to pomeni, tako nekako je izgledalo moje pakiranje. To je posla polna mojih stvari in tukaj pač, kje je polnilec, kje je to, pač polhane šare, bi rekel človek, ampak pol vidiš, kaj zares rabiš. Sej parkrat boš popakiral, pol boš pa kmalu videl, kaj zares rabiš, pa česa, od česa te pol rame bolijo, ne? Ker pač kot backpacker hodiš okrog, a boš nosil ali ne boš, pa da ne rabiš 5 hlač, ampak da mogoče so dvoje dosti. Pa ne rabiš 10 gat, ampak zelo manj jih je dosti, ker jih pač opereš, pa se posušijo, ali v eni noči, ali pa mogoče v 2. Tako da se da čisto po domače povem, ne, ker meni sprašujejo take stvari tudi. Recimo tukaj sem dala eno sliko z Islandije, ne, in tale slika vedno nekaj pogledam, me spomne na to, da je ravno to, kar sem iskala. Da pač tisto tišino, tisto mir, tisto, da sem daleč stran od tega. Pa ne, da recimo Slovenija tega mi ne bi mogla dati, ker naša pač država je prekrasna, to pač ne morem dovolj prehvaliti. Ampak še zmeraj pač je druga država, je drugo razmišljanje ljudi, je druga percepcija, je drug jezik, nekako se počutiš, da si nekje drugje, tudi fizično, ne, in da na nek drug način slediš pač sam sebi. Jaz sem temu kar rekla, sliši svojo dušo pihati oziroma dihati, dajmo tako reči. Ali je bil to eden izmed razgledov, v katerih si jokala, ko si prej povedala? Tukaj me je zelo navdušilo, res pač sever je meni zelo, ker imam rada ta minimalizem, jezera, gore, to Severno morje. Tako da ti razgledi res, ja, pač na temu so me najbolj navdušili. In tudi tukaj recimo na zahodu Islandije, tole malo jezerco pod enim ledenikom, se mi zdi tale tukaj, ko sem čisto mičkana na sliki, pa pač kakšna veličina same fotke oziroma narave v tem stilu, ne. Tole so Ferski otoki. In tukaj recimo na Ferskih otokih so mi velikokrat solze pritekle, a ne, ker tukaj tale slap, ko kar tako gor v bistvu piha, to je bolj pač je taka posebnost, zaradi tega, ker če veter ne piha, naravnost dol pada od zadaj, vidite eno vasico, Ferski otoki je pač vsota velikih otokov povezanih s sabo, ali s predori, ali s trajekti, ali pač so zanimivi tudi, ko greste podmorski predor, a ne, tu sem tudi tam, ker sem si pol kar avto najela pa vozila in tam sem res pač jokala od razgledov. Tako da pač to mi je bilo najbolj, ker sem si kar predstavljala tiste vikinge, ki so včasih tam bili z ladjami, tiste klife, pa to je toliko še nedotaknjeno bilo takrat, ko sem jaz bila tam. Pol že naslednje leto se mi zdi, da so že dosti rekli, koliko se je začelo žeč vstopnin pobirati, pa ljudje so bili bolj sitni, če si prišel na njihov, pač blizu njihove hiše pa tako dalje. Tukaj tudi sem živela, to je recimo, mi je bilo dosti pomembno, da sem jaz kar se je le dalo, največ živela pri domačinih, da vidim, kako oni tuhtajo. Da vidim, kaj oni jejo, kaj se oni krehajo, recimo, kako oni rešujejo stvari, ko se skrehajo, kako razmišljajo o vzgoji, kako razmišljajo o svetu, o bistvu življenja, pač take stvari, no. Tukaj sem živela z enim največjih kitolovcev na Ferskih otokih, kar je tudi dosti taka pereča tema, sploh pač vsi zaščitniki, bom rekla, živali, a ne, in tudi Ferski otoki ne spadajo kot taki v Evropsko unijo, glih zaradi tega, ker imajo še zmeraj dovoljen kitolov, a ne. Imajo pa pač v svoj jezik ferščino, ampak uradno spadajo pod Dansko.
In mene pa zanima, kakšni so pa ti lokalniki, pač so ti dali večjo pristnost tvojega doživetja potovanja, so zelo odprti ali bolj zaprti, si morala malo bolj povrtati v njih, da si uspela se To je povezati. čisto odvisno. Zdaj, če sem pri nekomu živela, nekako, da se me je nekdo sprejel v njihov dom, so načeloma bili odprti, so načeloma mi hoteli pač debatirati, oni so imeli veliko, veliko vprašanj za mene. Zgodilo recimo v Afriki, sem bila pri eni družini, ko so enostavno rekli, da so me zato sprejeli, ker pač sami si ne morejo privoščiti potovati, ampak bi zelo radi, pa zelo jih rad zanima, pač pa niso toliko bili v stiku z belim človekom in so imeli mnogo, mnogo vprašanj zame, kako živimo, kako dobesedno, kako pa vi greste na WC, pa mi, ker tam je bila dobesedno sem luknja v tleh, pač jaz sem, to je bilo to moj WC. In take stvari, tako da je tudi, se mi zdi, da je bilo tako recipročno, da pač daj dam, pa navade izmenjevanja, pa smo kuhali skupaj, pa se smejali, pa tako, In pol vidiš, že v bistvu ne glede, kje je človek, vsi imamo neke podobne težave, probleme, vsi moramo račune plačati, vsi se imamo lahko fajn, pa vsi se radi smejemo, pa fajn jemo, to pa. Tako. Tukaj je še ena tipična hiša z strehami iz trave, to je tudi s Ferskih otokov. Tukaj sem dala še Severno Irsko, ki mi je bila tudi super, pač, kot sem rekla, naravi, klifi, to mene najbolj impresionira. Tukaj je še nekaj utrinkov z Irske, recimo tale zgornji sem ga vštopala, tega gospoda, so se še pol ustavila, vmes sem mu še nekaj pomagala tam pospravljati. Tako da mi je pol na koncu še rekel, veš kaj, ti si meni pomagala, jaz bom tebi, tako da, veš kaj, ti pa še južno častim. In to je bilo to. Po me je pa še malo dlje peljal, kot bi me sploh rabil, pa so bila zmenjena. Tako da, se pravi, tudi drugje po svetu ljudje spoštujejo prijaznost, pa da nekomu priskočiš pomoč. Pa seveda tukaj. Ja? Oprostite, prekinjam, pojavilo se je tudi prvo vprašanje s strani gledalcev in gledalk za tebe, tako da Ksenija zanima, kako si prišla v stik s temi ljudmi, pri katerih si bivala. Zdaj največ sem jaz v bistvu v Facebook skupinah iskala te ljudi. Največ tam, v katero državo sem šla, sem se pač včlanila v skupino, ne vem, te pa te, karkoli, recimo, da sem bila tam, ali da sem neka students tam pa tam, ali pač nekaj, da sem v to državo, ali pa popotniki tam. In sem velikokrat našla, ali pa ta Girls Love to Travel, recimo to za punce. Tukaj sem jaz dobila ogromno informacij, Facebook skupina, ta Girls Love to Travel. In tam v bistvu so tudi te domačinke iz vsake države in z veliknja, ali pa ta Host a Sister. To je tudi ena Facebook skupina, ko so punce noter za to varnost, da pač punca gosti punco. In pa še jaz, recimo, moj hobi je ples, swing ples, in če ne, sem pač odkontaktirala te plesalce v vsaki državi. In skratka, pa si enega nekje dobil, pa sem to prijatelj, pa enega pozna, pa gre to kroha, Tako da, na tak način, jaz sem res probala biti direktno, nisem se nobenih agencij posluševala, nisem se nobenega, da bi koga jaz rabila plačevati, da sem lahko pri nekomu doma. Pa tale Workaway sem jaz to dosti koristila. Workaway pa Helpex, to tudi zelo ljudje uporabljajo. Se pravi, da ti ponudijo prenočišče pa hrano v zameno, da ti za par ur na dan njim kaj pomagaš. Zdaj, kaj njim pomagaš? Lahko je to sprehajanje psa, lahko je to urejanje kakšnih admin stvari, lahko je to košenje trave, lahko je pa recimo kakšnemu starejšemu vsem to, da se z njima pogovarjaš, da niso tako zdolgočaseni. Tako da, to je res vse tako odprto, ni treba kakšnih hudih, bom rekla, evrov ali pa karkoli. Se marsikaj da, si je pa res treba čas vzeti, pa te stvari usklajevati pa urediti, ker gre pa za zelo oseben in individualen pristop. Tako, tukaj je spet ena slika z Nove Zelandije, to je ena izmed prvih mojih dni na Novi Zelandiji, ko sem pač rekla, evo, tukaj je, jaz si želim to pač videti, jaz si želim tukaj ali hoditi, plavati, skratka raziskovati in tukaj vem, ta slika, ko sem si sam rekla, evo Špela,
to je to, prišla si, ker nisi prej verjela, ne, jaz recimo osebno, ne. Moram reči, da sem pač zelo nizko samozavest imela, velike probleme s tem, joj se ne bom znala, se jaz sem pa iz ene mičkene Slovenije, pa se jaz pa nisem toliko izobražena, pa se jaz nisem še nikoli tako daleč sama šla, pa skozi sem se nekaj bala. Po pa lej, prvi korak in gasa in pol se učiš sproti, no, sej, po pa, ko vidiš, kaj vse zmoreš, ko enkrat si pred situacijo postavljena, ne, pol se pa marsikaj zgodi, a ne, sej to ne gre samo za potovanja, ampak gre tudi pač za karkoli v življenju, ali ko odprete svoj prvi biznis, ali pa lejte enega prvič na zmenek povabiti, a ne, Tilen? Točno tako. Mislim, se mi zdi, da tudi to potovanje glih ravno pravo zdravilo za zdravo samozavest in za kasnejše odločenje, še posebej zdaj pri mladih, ko smo tu, ne, da ti pomaga pri življenjskih odločitvah, ne, da si samozavest in odločen glede tega, kar želiš početi, ne, da si samostojen. Tako. Tudi kot sam, recimo imaš, a ne, eni pravijo, ti ni nič dolgčas. V bistvu ne, a ne, nekako se naučiš biti sam sebi dobra družba, nekako se premelješ svoje stvari v ozadju, premelješ mogoče kaj je tam nekaj časa stalo, vidiš, kaj sploh mogoče bi rad, predvsem pa to, kaj ne bi rad. A ne, jaz bi vsaj to rekla, ne, da mogoče je daj še to bolj pomembno, da vidiš, v kaj se ti ne bi rad spuščal, s čim ne bi več rad imel opravka, pa da malo te čistke narediš v glavi, pa tudi pol za naprej, a ne. Zdaj lih tukaj, ko govorimo o tej čistki, a ne, tole je zdaj slika z Nove Zelandije, z ene maorske vasi, ko mu je to vrelo vodo, a ne, to je v bistvu toliko vrela voda, tile vrelci tam, da je skoraj 100 stopinj, a ne, in da je tukaj noter, tudi v temu, če vidite mojo miško, tukaj noter je koruza in v tej vrečki recimo dajo hrano ali piščanca, krompir, koruzo, pa not pomočijo za par minut, kot recimo tukaj en lokalc, ki meni rekel, če čem imeti kosilo z njim, pa je dal, mislim, za 7 minut ali 10 minut en kos piščanca, nek krompir, pa nekaj, pa je not, pa ven potegnil, pa je dal nama na talerje, pa smo pojedli, pa je bilo. Bolj avtentično in pristno ne bi moralo biti, torej prav. Bi rekla, tako, ja, sustainable, bi rekla, in potem tudi s tem si oni vodo ogrevajo, se tuširajo, perejo, pa da se voda malo pohladi, mogoče zdaj, če je tukaj kakšna bolj inženirska, tehnična duša, imajo speljane take vodovode, da se v bistvu niti ne rabijo vode pol umetno hladiti, ampak samo zaradi tega, ker jo nastavijo toliko veliko pot oziroma dolgo pot, da tam, kjer se potušira, se voda lih prav pohladi, da je pač prijetna za tuširanje. Evo, tukaj tudi sem spoznala en par iz Amerike in tukaj recimo smo se odpravili v tem kombiju, ki so pač zelo bolj značilni za Novo Zelandijo, ne, da pač se enostavno napakiraš in tukaj živiš, spiš, ješ in vse skupaj, ne, in tukaj evo, se ustaviš zjutraj, pa vidiš take razglede, a ne, ko se zbudiš, poješ ob tem in to gremo dalje. Tukaj še mogoče par takih trenutkov, ne, ker rada imam pa tudi take pestre trenutke, da je dinamika, da se mi nekaj zgodi, da sama sebe malo iz cone udobja vržem, ne, da si rečem, Špela, dej še to, ne, probati. In recimo, kakšni taki trenutki so pa malo drugačni, tale denik mi je bil zelo všeč, a ne, ker so nas s helikopterjem sicer pol gor peljali, in mi je bilo zelo všeč, ker nisem nikoli kaj takega izkusila v taki količini ledu, kako to v bistvu poteka in tudi po drugi strani, koliko je to nevarno, ne, če bi slučajno kakšno to špranjo se podrsal, zaliv, ja, živ Bog te pač ne bo več ven našel, a ne. Mogoče čez ne vem toliko let, a ne. Pa tukaj eno zbirališče nedrčkov, a ne, Novi Zelandci so zelo taki šaljivci, pa imajo radi humor in tudi tukaj, a ne, za nekako zbiranje, srečo, karkoli so punce dajale svoje modrčke. Tudi jaz sem pustila svojega rdečega tam, tako da en pečat. Ne, nisem šla pol brez naprej, kot ja, tukaj je bilo vprašanje. Okej. Gremo dalje.
Mene pa zanima, če zdaj glede tega si rekla, da moraš iti iz cone obdobja, če si imela kakšno tako neprijetno izkušnjo, ki ti je res dala misliti oziroma ti vzbudila obžalovanje glede tega, da si se podala na to pot. Aha, zanimivo vprašanje. No, jaz bom rekla, da prav obžalovanje nikoli ni bilo. In me je pa recimo, kadar sem bila zelo prestrašena, me je bilo res strah, kako bom jaz to rešila, ne. Ker tudi ne glede, da bi lahko mogoče poklicala kogarkoli, ki ga poznam ali doma ali kakorkoli, saj veste, po telefonu, kaj ti bo človek po telefonu? Nima kaj, a ne. To je bilo recimo tudi na vlaku v Indiji. Žal pač sama v Indiji sem imela največ slabih izkušenj z nadlegovanjem, z ošlatovanjem in skratka raznimi takimi nadlegovanji, no. In tudi tam recimo vem, ko me je tam en policaj v bistvu je zaprl vrata v kupe, in je prišel tako skoraj do mojega nosu in se zadrl k v mene, naj ga objamem. In sem jaz rekla, glejte, gospod, jaz vas rada ne bi objemala, pač jaz ne bi rada težav, pač kaj je zdaj to. In rekel sem, hug me, se je pač drl k v mene, pa z vsemi tistimi pištolami, ki jih je imel, a ne. In pač sem ga pol objela in sem upala, da ne bo hotel še kaj drugega, ker pač v tistem trenutku, če bi karkoli bilo, nisem imela kaj narediti. Pač to je recimo ena izmed tistih bila groznih izkušenj, ko sem bila na vlaku iz Amritsarja do Agre 18 ur in to se je zgodilo v prvi uri, ko sem bila na vlaku in 17 ur sem bila kot sova. Pač nisem mogla zatisniti očesa, skozi me je bilo strah, kaj bo. Tako da tukaj pač bom rekla, vseeno ženske imamo pač malo več takih nelagodnih izkušenj, a ne, ki mogoče kot moškima, ne, samo pri vas pa mogoče kakšne druge stvari, a ne, pridejo bolj do izraza. Ravno se pojavi ob tem, če sam potuješ, to pa moraš vzeti zakup, ne, da se pripraviš na kaj takega tudi, ne. Me pa zanima, kakšen namig oziroma kako si se pa ti tega rešila. Mislim, piše tudi v intervjuju o tebi na našem spletni reviji, ampak če še nam predstaviš kakšen namig oziroma kako si se znašla v takšnih situacijah. Ja, jaz v bistvu sem probala upoštevati čisto te normalne, bom rekla, napotke, kako biti varna, a ne se kaj izzivalno oblačiti v državah, ki pač niso temu naklonjene, dajmo tako reči, pa tudi mogoče v države, ki so toliko naklonjene, a ne, pa ne, da se punce ne bi smele, ampak enostavno boš tarča pogledov, boš tarča tega, da te kar prime mimo, pa te kar prime moški, a ne, kar tega recimo jaz prej nikoli nisem da v bistvu hodiš po cesti, kot ne vem, v trgovino, na pošto, pa pride moški mimo, pa te pač kar zagrabi za tisti del telesa, ke se pač njemu zazdi. In pol niti ne veš, če bi ga udaril nazaj, kaj bo on tebi naredil, a ne, ali jih je še kje več, a ne, pa okej, jaz sem taka konkretna baba, a ne, ampak jaz si pol mislim pri kakšnih, ke so take bolj drobčkane pa suhe, a ne, jaz sem tudi tako sama velikokrat pogledala pol, a ne, pa če je kakšna punca, da sem videla, da je kjer kaj teži, pa sem pol kar pristopila, a ne, ker se mi zdi, da še zmeraj, če sta dve, a ne, da je pol drugače, a ne. To pa, da se ne hodi po noč ven, da se ne hodi v kakšne zatemnjene ulice, da se kaj ne mežika fantom, če nočeš kakšnih kontaktov z njimi, a ne, to flirtanje, ali kako se to reče po slovensko, da v bistvu ne nosiš kakšnih ful vrednih stvari na sebi, pa kakšnih takih nakita, da bi, take it, a ne, take stvari, no, pa da si nekako spoštljiv do ljudi, do kulture, do vere, predvsem, a ne, tukaj govorimo zdaj sploh muslimanske države, tako da, take stvari, no, čisto toliko. Torej si pokazala pač to trdo kožo, morala si biti samozavest, tako smo se prej menili, pa da ne pokažeš straha, ne, torej eye of the tiger, po domače. Ja, tako. Ja, tako. Zdaj to, no, glih tukaj, ko si pač vprašal za to varnost, zdaj na moji prezentaciji, a ne, tukaj sem dala par primerov, kako to izgleda v kakšnih poleg normalnih, čisto takih,
transportnih sredstvih sem potovala, ne, tukaj sem dala pa še par takih, ko mogoče so malo drugačne, ne, na Novi Zelandiji, pa od spode recimo Vietnam, z motorjem sem bila, kam je guma šla, pa sem tukaj v eni delavnici menjala gumo, pol na Filipinih s takim izdelanim doma od tega fanta pa njegove punce, kot jadrnica, taka lesena, ki v bistvu nima niti nekih sedežev oziroma ima samo te mreže, pa smo šli po filipinskih pač otokih, tam okrog to je bilo na Palavanu, pa sem jaz tukaj obložena s tema dvema ruzakama na Švedskem, pa tam je še ženski vagoni v Indiji, to je bilo po Mumbaju, ker imajo prav posebne vagone za ženske, da so pač tukaj samo ženske in da so varne. Tukaj je tudi en izsek iz Indije, ki so pač, kjer so, v bistvu hodiš po cesti, ne, pa kar premašira super slon mimo in to je tako normalno, kot da bi pri nas, ne vem, prišel en maček mimo tebe. To je tudi še en lih na hitrico, en izsek iz avtobusa v Indiji, ki si tako v nekih celicah in pač priporočam, ne si bukirati tega direktno nad gumo, ker ceste so tam ful slabe in tam po noč, ko je to recimo spalni vlak, ko se to vozi, na začetku jaz sem si pa pač lih nad gumo bukirala in ko to gre čez vse tiste luknje, to te od fedra gor do stropa pa nazaj. In pač prvi 3-krat je to ful zabavno, pa sem se smejala, sem, ko ti pa to 7 ur nabiva, pa te v bistvu se udariš v glavo, pa vse živo te prpopa gor, pa ni več tako smešno, tako da od takrat pač nisem več bukirala teh celic lih direkt nad gumo, da pol, ko gre čez luknjo, da te prebije kam, prav tako. Tako da to je tudi zelo sproščeno, pa tak način, ki tudi je malo drugačen, pa ponavadi kar dosti affordable. Tukaj še, ko sem šla z motorjem po Vietnamu, po severu Vietnama, gor do kitajske meje, po enih vasicah sem tudi rajši to, da niso lih kakšna huda mesta in tudi po teh cestah sem se pol peljala, pa v teh vodah bila, pa s temi ljudmi jedla, pa spala pri njih, ko imajo kot neke guest house, kot recimo pri nas, ko si ima en del hiše za Airbnb ali pa kaj takega. Kaj specifičnega pa ti je iz Vietnama tako ostalo v spominu, oziroma kaj te je najbolj presenetilo kot nekaj novega? Ja, Vietnam je v bistvu presenetil to, koliko so ljudje dobri. Mislim, jaz sem imela v Vietnamu res pač zelo dobre izkušnje z ljudmi, koliko so bili prijazni do mene, koliko se je dalo pogovarjati z njimi, pa ta narava. Jaz res nisem pričakovala, da pač Vietnam je tudi tukaj, ne, poln te narave, pa tudi razvito to, ne, da ljudje spoštujejo to naravo, kar mi je bilo zelo všeč, ne. Sicer eno, ko ponovadi jaz rada hodim v hribe, rada hajkam, ampak tam en hajk je bil na sredi, tam Da Nang, nisem pol hotela iti zaradi tega, ker so rekli, da če bom šla zdaj na ta hajk, da ni problema, gospa, ampak boste rabili take ribiške škornje, skoraj tukaj do gor nekje, pa nek tak klobuk, ki tako čudno je bil nekako ven postavljen, sem rekla, kaj pri hudiču, bom pa zdaj vse to opremo tako rabila, ja, veste, zdaj je ta bomo rekli, deževna sezona in pol so one drevesne strupene kače, pa pol toliko začutijo, da je pač toplota prihaja, se spustijo, ne, pa da bodo pičili, pa da pol, ne. In sem rekla, da je že v redu, da jaz rabim pa zdaj iti, ne. Tako da na tisto pol nisem več šla, ker sem si mislila, če mi tista kača prileti not v škornje, ne, kako je bom jaz sploh ven, a ne, dobila, mislim, to je bilo, sem rekla, da brez veze. Ja, vse pa, mislim, doživiš vse živo, no, tudi tam, ko sem šla na en drug pohod, sem prišla nazaj, sem bila polna pijavka, ne, je bilo kot, da bi me, ne vem, to je sem kri pač bila povsod, ko sem se poslekla, pa tiste pijavke, pa vse živo. Tako da so takšne in drugačne izkušnje. Definitivno tega nimamo v Sloveniji, tako da ti je verjetno dalo domotožje po Sloveniji, če predvidevam prav.
Zdaj, ja, pa ne, a ne, zdaj pač po Sloveniji imamo pa kaj drugega. Mene so zelo, a ne, ljudje spraševali, pač kaj delamo pri nas v Sloveniji, a ne, da se izogibamo volkov pa medvedov, a ne, da to so ful nevarne stvari, da mi sigurno smo ful prestrašeni, da si ne upamo hoditi v hribe, a ne, in to pač, a veste, lih Slovencem, da rečejo, da se ne upajo hoditi v hribe, a ne, ker smo res pač taki hrbolasci pa outdoor narod, a ne. Tako da vsak ima malo drugačno predstavo, a ne, kako zelo pač to, no, kar se tiče primerjave Slovenije ali pa tujine. No, tukaj je tudi tale opica na Filipinih, sem rekla, ja, da jih je treba se malo paziti, ker ti takoj kaj poberejo, pa nesejo, pol pa nimaš, kje boš pol lovil, a ne, tako da to. Tukaj pol še par teh, lih toliko, no, da mogoče lih še teh par slajdov, kar se tiče dogodivščin, rada sem šla skočiti s padalom, plavala z delfini, potapljala se, tukaj tudi na tej sliki sem plavala z šarki, tako da marsikakšna taka izkušnja, pol v Avstralijo, ne, ker živali imam tudi zelo rada. Koke so pač tukaj, a ne, na Rottnest Islandu, so to take zanimive živalice, da vidiš, kako to živijo. To so kot eni taki večji glodalci, taki luškani, sem jih pač zelo varovana žival. Ali pa, a ne, še take posebne tukaj živali, kot je koala, pol tukaj pingvin na Novi Zelandiji, pa varan na Filipinih. Pa tukaj, recimo, šla sem na Kilimandžaro, sem šla hoditi, tukaj sem jaz, ko se vidi, kako me je pač tale altitude sickness, a ne, kako zabuhu si, kaj ti to naredi, koliko težko je pol to, a ne, ko v bistvu hodiš. Jaz sem šla na to 7-dnevno turo, pa pol prišla do vrha, to je pač Kilimandžaro, je 5895 metrov visoka gora, edina samostoječa pač in tudi najvišja točka, tako naprej. Veliko smo že tudi v eni izmed prejšnjih oddaj izvedeli o Kilimandžaru, ki je tudi ena od naših popotnic, pač podrobno predstavlja ta vrh, tako da zdaj že bolj vemo, kako si se počutila ob tem hudem vzponu, ja, pa kak je aklimatizacija potekala in tako dalje, če sem prav izgovoril. Tako, vse prav, ja. Ni preprosto, ne, pač vse živo vidiš na poti, kakih pol dol nosijo helikopterji, vse, a ne, tako da, ja, mislim, tako. Se opravičujem, da spet prekinjam, eno vprašanje se še za nazaj pojavilo, če bi ga odgovorila, torej Simono zanima, kakšne izkušnje z opicami so bile, če si imela kakšne ti izkušnje z opicami? Aha, okej, evo, to je še naprej, super, Simona, hvala. Ja, z opicami jaz nisem imela kaj preveč izkušenj v pozitivni smeri, in sicer pač te opice, sploh na Filipinih, so velikokrat rade kaj pokradle, pa če si, ne vem, da si ruzak prstu odprt, povem tam enemu turistu, pa so rekli, ne puščati, je imela gospa en pač manjši ruzak, pa je ena opica kar prišla, pobrala in je šla z njim na drevo in gospa je imela noter denarnico, dokumente, fotoaparat in zdaj Bog ve, kje tisto na kakšnem drevesu tam leži še zdaj, a ne. Ali pa ne vem, če si kaj jedel, pa da je prišla do tebe tam tudi eno drugo, kar pol opraskala, a ne, da bi dobila hrano. In tudi te opice so pač rekli, da prenašajo ene bolezni, lahko tudi steklino, tako da so pol lahko tudi nevarne z tega stališča. Meni so kot same živalice so me lepe, rada jih opazujem, tudi v Afriki, ko smo šli na safari ali pa kjerkoli še drugje, jih rada opazujem, načeloma se pa nisem tako njim probala približati, tem, ki so pač v divjih območjih, no. Tako. Torej je potrebno biti izredno previden v njihovi bližini, na vseh dejavnikov, ki si povedala. Ja, mislim, zdaj eni imajo boljše izkušnje z njimi, eni ne. Zdaj jaz tudi mislim, da bolj na onih turističnih placih so opice še malo bolj agresivne, ker so pač vajene, da ne vem, kaj dobijo, če so agresivne, ko mogoče v naravi, a ne, pa bo prej zbežala, kot pa se ti zbog, da se ji boš lahko toliko približal, da boš šla tam, a ne. Tako da, to. Okej, gremo dalje, zdaj mislim, Tilen, imam še par minutk? Ja, imaš,
Ti dam par Ok, minut. no se to, ne, se bom pa kar pohitela do konca delih. Tukaj sem tudi, je moja izkušnja iz Afrike, recimo, ko sem učila nekaj časa v srednji šoli, tudi tukaj pač fotka z tega, kako je to izgledalo, pa na kakšen način, stvari potekajo tam. Tako da učilnice so zelo osnovne, nič kakšne velike, ko bom rekla, opreme, poslušajo te, pa zelo veliki razkoli znanja med njimi. Tukaj je par mojih slik safarijev, kako je to izgledalo, šla sem parkrat, tukaj levinja pa lev, se mi je zdelo tako zanimivo, da sem jih slikala, ker vidite, lev je sigurno spet kot moški nekaj zakuhal, in tukaj ona je se pa jezila njega, tako da on se je pa prišel zdaj. Ja, on se je pa zdaj že prišel, kako bo on zdaj to popravil, da ne bo tako jezna lepotica. Tako da naprej. Tukaj tudi sem delala na eni farmi, smo imeli 500 krav, sem tudi molzla te krave, tako da tukaj sem jaz med temi telički, tako da res vidite, da sem prej iz pisarniškega dela res šla pol v drugo delo. Tukaj tudi po eni družini, ko sem živela, so bili taki strastni lovci, in enkrat zjutraj, zvečer, ko sem prišla noter, so fantje popivali tam, tu so taki viski tam na mizi, pa tele pištole, Tukaj mi je bilo kar malo nelagodno, ker se veste, alkohol pa pištole, to mislim, da ne gre skupaj, Tole pa še ena zanimivost iz Agre, to je pač, tukaj, ko marsikdo me vpraša, kaj in kako, tukaj vidite, kako oni upepeljujejo trupla, tukaj zelo redko, pač ni to zdaj toliko turistično obljudeno, tele, ko vidite na levi strani, to so za tiste, ki si lahko bolj privoščijo in so te krematorije, pač te peči, te, ki si pa ne morejo privoščiti, vidite, jih pa sem tukaj, pa pol to ful dni, pa tukaj še truplo pač leži, pa se to počasi tli, pa pol v pepel, da pol pridejo svojci iskat, pa se pol to v reko pač potrese, kot so pri njih običaji. To recimo mi je bilo zelo zanimivo, nisem niti vedela, da me bo pač tisti fant sem peljal, tako da me je kar malo presenetilo, ker tam hodiš in ta pepel, samo moški so bili tam in ta pepel, ko ti tam hodiš, ta pepel kar nate pada od tega, Tako da to je tak, bom rekla, sem si zavedno zapomnila ta občutek in tudi von, si lahko predstavljate von, tako da, ampak tak del kulture je treba kot tako sprejeti in sem bila ful hvaležna in sem še danes hvaležna, da sem to videla s svojimi očmi. Tukaj tudi potem te krave kar sprehajajo to med temi kurišči. Tukaj sem v Jordaniji, na Petri, na vrhu, pa tukaj še nekaj Turčije, Kapadokija. Zdaj bom sem tako na hitrico šla skozi, ker smo že čisto na koncu. Tudi tukaj, to veste, da je zelo znano iz Turčije, tudi ti bazenčki, se lahko tudi pol na eni drugi strani kopaš, v temu je posebna kamnina, to, ki daje to barvo, tako da to je tudi bilo super za videti. Tukaj je pa že malo Kanada, ker eni ste mi poslali malo vprašanj glede tega gorovja, gorovja, pa kako Kanada izgleda, tako da sem tukaj dala par slik še iz Kanade, ker seveda teh slik je poln, zdaj pa kako bi človek sploh se vsega lotil, tako da to je v Alberti, provinca Alberta, pa potom v British Columbia, ker sem šla pa tudi tam hajkat, pa tale lep razgled na ta jezera, No, tukaj pa tudi vidite, da ni vse lepo na potovanjih, da daj tudi hajkaš kar nekaj časa, to je bilo na Filipinih, mislim, da je bil na otoku Cebu in sem prišla do gor in je pač ni razgleda, čez premočena in pač, evo, sem se sama sebi smejala, sem pa saj malo pošvicala za močne roke in malo manjšo rit, ali kak je tisti komad, pa da gremo dalje, In tu bo še eni razgledi z Royce Peaka na Novi Zelandiji, ki me je pa tudi zelo impresioniral, ker v bistvu bi lahko kar sedel pa gledal. To pa še to, kaki reče, evo, ti je dolg čas na poti, joj,
Evo, lejte to, kakšni fajn ljudje, to srečaš ljudi, samo da si pač pokažeš, da si bolj odprt, da bi se rad družil, da imaš kaj za podeliti, da se posmeješ in to je to. In spoznaš veliko ljudi, se naučiš kaj drugega, ti povejo za kaj drugega, kam se splača, kam iti in tako sem se potem tudi jaz odločila za naprej. In tukaj še druge fotke, kako stvari izgledajo, pa zakaj, ne. Pač tudi tega, da se lahko nasmeješ, fajn je in ni važno, ali imaš 5 kil preveč ali premalo, ali veš nekaj več, ali veš nekaj nič, malo se dopolnjujemo. Tukaj pa še tak, ja, jaz sem bolj rada taka, da sem za hece, in tudi, ne, recimo, Novozelandci, kiwi po domače, so to je bil en štand tam z hot dogi, pa se mi je zdelo ful zabavno to slikati. Tako da, hvala vsem skupaj, jaz smeri rečem, ne, be brave enough to be bad at something new. Tako da, pogumno, pa če ima kdo kakršnokoli vprašanje, me lahko tudi kasneje kontaktirate. Tole sem pa jaz na Švedskem v eni taki super duper moderni opravi. To je pa to. Če se ti jaz iskreno povem, si zelo težko predstavljam, koliko novih ljudi si spoznala, pa kako fajn si se imela, ne, na tem potovanju. Po moje res, še se sama ne spomniš vseh teh dogodkov pa trenutkov, ne. Vedno še moraš slike za nazaj pogledati, da obudiš to vse. Tako, tako. Mene zdaj se prav tu še eno vprašanje, tako da te bomo vprašali, torej, ali me zanima, katere so tiste najbolj pomembne stvari, ki jih vedno moraš imeti s seboj na takšni poti, kot je tvoja. Ja, zdaj to je mogoče malo odvisno od osebnosti. Jaz sem vedno, ko sem se od nekje drugam premaknila, sem vedno pač pogledala, da imam vse dokumente, telefon in charger s sabo. To so recimo bile meni tiste, ker vse drugo lahko nadomestiš, kupiš za obleči, kupiš čevlje, kupiš, a ne, ker recimo, kdaj se mi je tudi to zgodilo v hostlu, da sem dala oprati stvari, pa sušiti, pa sem zjutraj prišla, pa od celega stroja cunj sem našla samo ene 2 ali 3 nogavice, vse drugo mi je pač eden ukradel. Tako da pač to so vse take stvari, ki se pač moraš znajti. Zdaj, če je poletje, še ni taka štala, če je pa zima, je pa pol malo zoprno, a ne. Ampak pač jaz skozi to gledam, da je baterija bila, da je telefon, da sem imela neko SIM kartico, pač pa nek internet, da če karkoli, da sem pač imela internet, to moram reči, že iz te lastne varnosti sem poskrbela, da sem bila skozi s tem, da pač imaš dokumente pa gotovino, a ne, ker v enih državah se mora imeti veliko gotovine na sebi, a ne, ker pač ni kartic razne Afrike, in tako naprej. Tako da te stvari, no, če bi zdaj mogla res samo enih, ne vem, 3 ali pa 5 našteti, a ne, da pač imam pri sebi, vse drugo se pa pol da urediti, a ne. Tako da ni toliko veliko, kot si mogoče kjer misli, ker zdaj, ko začneš potovati, ja, pa to, pa to, pa to, pa greš za en vikend v Pariz, pa tam, a ne, skoraj, ne vem, pol stanovanja nese s sabo, pa ni glih treba, a ne. Ja, dlje potuješ, pa bolj potuješ, pogosto ugotoviš, kar vse je res tisto pomembno, ne, ostalo pa samo ti dodatno težo, še posebej, ko če potuješ z backpacking, ne, torej, če kot nahrbtnik kar potuješ, je problem, ne, s težo. Sam sem tudi potoval po Evropi v tem stilu in sem pol s časoma, vsak dan več sem ugotavljal, kaj vse je preveč s sabo, ne, kaj vse preveč imam s sabo, tako da. Mene pa zanima zdaj, glede na to, da ti je korona prekrižala načrte, ne, in si mogla v Kanadi kasneje vrniti v Slovenijo, kaj pa za naprej? Torej, verjetno še načrtuješ, ne, ker še nisi vsega obiskala, oziroma nisi še bila na vseh celinah, ne, oziroma nisi jih uspela obiskati. Ja, tako malo na grobo sem morala pol zaključiti stvar. Zdaj, kako se bo pa naprej odvilo, bomo pa videli, ne. Zdaj, zaenkrat kakšnih hudih planov nimam, kaj so pa želje, pa ideje, pa tihe sanje, bomo pa videli, ne, kaj se bo obrnilo. Ampak zdaj zaenkrat, ne vem, raziskujem Slovenijo, moram reči, da sem se ful osredotočila na Slovenijo, ker je res ima toliko lepih še kotičkov, tako da to je to zdaj zaenkrat. Se popolnoma strinjam, Joss, s tabo, ja, torej zdaj je čas, da še obiščemo Slovenijo, ne, tako je zdaj tudi naš novi brand oziroma promocija, ne, slovenskega turizma, da čim več obiskujemo oziroma raziskujemo lastno okolico, ne, dokler ne bomo spet lahko
poleg našega kraja obiskovali in potovali tako ti zdaj. Torej, ker zdaj ni več vprašanj in smo prišli, tako lahko rečem, do konca oddaje, ne, bi ti potem rad pač se zahvalil za tvojo izjemno predstavitev. Vem, da smo veliko odnesli od tega, se naučili, pač, da si nam dala približek k temu tripu, ki si ga ti doživela na potovanju. In smo ugotovili, da to res neprimerljivo tega, ne. Ter vse, da si nam hvala, da si nam predstavila vse stvari, s katerimi si se morala spopadati in pred potovanjem in na potovanju, tudi negativne izkušnje, in upam, da se v komu prebudila ta motivacija, da se poda na pot tako ti. Torej, čudovito je bilo v tvoji družbi, lepo bodi in še naprej veliko potuj tudi v prihodnosti, ne. Super, najlepša hvala za povabilo. Jaz bi pa mogoče imela samo take nestandarden nasvet za vse, da dajte raziskati tudi Slovenijo veliko, tudi svojo okolico, ne, čeprav jih kdaj mogoče človek malo zanemarja, ker če ne mogoče zaradi sebe, ampak ko boste šli po svetu, boste spoznali veliko ljudi, ki bodo prišli na obisk v Slovenijo, pa da boste vedeli, kam iti, pa kaj pokazati, pa kjer so tisti najboljši kotički, da si jih bodo tudi oni tako zapomnili, pa bo ostalo v njihovem srcu, kot so pol vam kakšni dogodki, a ne. Tako da, rock and roll in sam pejte. Hvala. Ja, tako si rekla, lahko si v obratni smeri tudi, ampak se lahko še hitro ujamemo za eno vprašanje. No, evo, eno vprašanje si še pravila od organizacije Mladi Maribor, torej za tebe, tvoje top 3 lokacije Slovenije, po tvojem mnenju, torej. Ja, zdaj jaz, kot sem rekla, jaz imam rada hribe, tako da jaz bi vse tam v Julijskih, v Kamniško-Savinjskih in tako dalje, bi izbrala prostore, ne. Recimo, jaz sem bila zelo navdušena pred kratkim nad enim izletom na Debelo peč, recimo. Tako da mi je bilo res super. Jaz zmeraj rada, ali pa nek skupek gore, Kras, obala. Pa tudi pač vaša Štajerska, tisto moram iti še malo bolj gor raziskati, samo jaz se malo bojim vam hoditi, ker pravijo, da imate že kar 0,5 v zraku, tako da tam je treba bolj previdno. Ja, se ti misli dodati, ja, ko si rekla Kras, obala, pa Pohorje, seveda, ne. Tako da, dobrodošla tudi pri meni, ne, če prideš kaj na moje kraje, torej Štajersko. Torej, Hvala. drage gledalke in gledalci, hvala tudi vam za udeležbo ter vprašanja. Vi ste tudi pomemben del naše skupne poti, zato vas obenem vabim, da se nam pridružite in postanete še ožji del te zgodbe. Torej, s tem mislim vse, ki bi radi delili kakšno zanimivo izkušnjo z nami, z lastnih potovanj, napisali kakšen članek na določeno temo ali opravljali podobno prostovoljno delo, tako da lahko za več informacij obiščete našo spletno stran, torej Popotniškega združenja. O čem bomo govorili v prihodnji epizodi naše oddaje, pa bo objavljeno v Facebook skupini Poceni potuj in se izobražuj. Torej, do naslednjič, ostanite zdravi, veliko potujte in raziskujte, tako da lep večer še naprej in nasvidenje, ne, torej bon voyage.